Si izobesil zastavo? A belo, Zakaj belo? a na pol droga. Ne se hecat, te lahko kdo sliši. A tole slovensko? Čakaj, da vidim. A tole z grbom? Kaj se je tebi strgalo? Ja, katero pa? Ja, tisto prejšnjo zvezdo. A potem je res? Kaj naj bi bilo res? Ja, to, kar pravijo. Kaj pa pravijo? Ja, da Slovenije ni več. Slovenije ni več, zdaj gre za Jugoslavijo. Želim, da se vsem tem ljudem da možnost, da častno odidejo z položajev, ki so jih zasedli nečastno. Predvsem zato, ker spadajo v krog ene same politične stranke. Če ta poziv ne bo zalegel, napovedujem ukrepe. S temi besedami je mandatarka Alenka Bratušek napovedala dobo svoje vladavine, ki jo bo označevala besedica so, kot sočutje, sodelovanje, sobivanje, sodržavljani in kar je še takih plemenitih izrazov. Predsednik vlade v odhajanju Janez Janša je te lepe obljube nove mandatarke narobe razumel kot sovražne in je zelo nevljudno ugovarjal. Da tukaj nekdo grozi ljudem, ki so morali za vsa ta mesta izpolnjevati zakonske pogoje in jih poziva, naj kar sami odstopijo, drugače jih bodo lustrirali, to pa je višek vsega. Janša je seveda močno pretiraval, to še zdaleč ni višek vsega. Napovedi hrabre mandatarke komaj da lahko primerjamo z odločnim posegom največjega sina naših narodov in narodnosti, Josipa Broza Tita, ki je o tistih, ki niso bili za njegovo stvar, povedal. To su željeli svi naši narodi, ogromna većina naših naroda. Oni koji nisu to željeni nisu vredni da se ih spominje jer ih vrlo malo ima. To so si želeli vsi naši narodi, je dejal Tito, ogromna večina naših narodov. Tisti, ki tega niso želeli, niso vredni omembe, ker jih je zelo malo. In res je bilo tako. Bilo jih je zelo malo. Zakaj jih je bilo tako malo, pa nam povedo besede, ki jih je 26. maja 1945 Josip Broz Tito izrekel z balkona Univerze v Ljubljani. Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Očitno je, da Alenko Bratušek, ki pravijo tudi hrabra, čaka še veliko dela, preden bo dežela počiščena plevela, ki ga je povsod zasejala Janševa vlada. Še sreča, da bo imela same vrhunske sodelavce, od Lukšiča pa do Viranta in vse do Erjavca, no, pa na ljubitelja vseh živalskih vrst in pasem, Gašperja Mišiča, no na njega pa seveda ne smemo pozabiti. Gašper Mišič je že ugotovil, da pingvini ne bodo zmogli vsega, zato se je kar sam ponudil za vlečnega konja. Če pa bi mandatarka želela drugače, je Gašper Mišič pripravljen tudi na to, da ne bo konj, ampak gazda, saj po njegovem Slovenija potrebuje človeka, ki je sposoben sprejemati odločitve. Po njegovem mnenju morajo razvojno politiko voditi ljudje, ki so že nekaj naredili, in Mišič je o sebi prepričan, da je tak človek. Še več, on je človek za vse čase. V opoziciji je pingvin, v vladi bo vlečni konj. In če bo država v skladu z geslom "Za nami potop" potonila, bo še vedno lahko morski konjiček. Iha!